V današnjih vesteh zasledili zastrašujoč trend. Najstarejši Zemljan vedno umre. Znanstveniki potrdili, da trenje povzročajo majhni hudički. V deževalko podrl vlak. Pravi bodi bleferki. Z lateksom do novih užitkov. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Sindikati se pripravljajo na stavko. Tudi zato je bila novica, da se je vlada hkrati, ko nasprotuje izpolnitvi zavez o povišanju plač v javnem sektorju, sama zvišuje plače, šokantna. Ali je tudi resnična? Minister za javno upravo Gregor Virant se je odzval na informacije časnika Finance, da si je vlada povišala plače. Pojasnil je, da so vsi funkcionarji s 1. januarjem 2008 prešli v nov plačni sistem, po katerem so sicer uvrščeni v višji razred, vendar se jim bodo plače na začetku kljub vsemu znižale. Če bi si vlada zvišala plače v trenutni situaciji, ko se pogajamo s sindikati, ki zastopajo 160.000 javnih uslužbencev, potem bi naredili zelo nespametno potezo. Resnica je ravno nasprotna. Vendar o tem ne govorimo glasno, ker se nikoli nismo mislili hvaliti s tem, da smo si dejansko plače znižali. Namreč, januarska plača ministrov, predsednika vlade in ministrov bo nižja, kot pa je bila po starem plačnem sistemu. Ob tem je potrebno pojasniti, da so se plače ministrov res zvišale za 180 evrov, vendar naj bi bilo to povišanje izvedeno v 3 ali 4 korakih šele v 2 letih. Ker pa je po novem znižan dodatek na delovno dobo, se bodo nekaterim ministrom plače na začetku res celo znižale. Kaj se bo zares zgodilo, morda najbolje pojasnjuje naslednji dialog. Novica Mihajlović, Finance. Za koliko so se zvišale osnovne plače ministrov? Ne zdaj tukaj zraven. 60 evrov. Kaj ne zdaj tukaj zraven? 60 evrov ali 180 evrov? 60 evrov. 60 evrov, če date zraven zmanjšan dodatek? Ne. Glejte, treba je mečkeno poznati nov plačni sistem. In na Financah se že kar dolgo časa s tem ukvarjate. In vi točno veste, da se razlika med starim in novim plačnim razredom doseže v 3 korakih. Oziroma po vsej verjetnosti bo šlo v 4 korakih, odvisno, kaj se bomo spogajali s sindikati. Vlada zahtevam sindikatov nasprotuje, ker naj bi njihova izpolnitev dvignila stopnjo inflacije. Na izjave premierja Janeza Janše, da bi dvig plač za 1% v javnem sektorju povečal inflacijo za 0,3 odstotne točke, se je odzval poslanec SD Milan Martin Cvikl. Gospod minister za finance ves čas trdi, da proračun ne vpliva na inflacijo. In drugič, če je res ta metodologija Janeza Janše, potem je potrebno se vprašati, zakaj je vlada z spremembami proračuna za leto 2008, potem ko je vedela, da jim je inflacija ušla izpod kontrole, dvignila javno porabo za 440 milijonov evrov in s tem po enakem izračunu povečuje inflacijo vsaj za 5 odstotnih točk. To je zračunano na svoj lastni kalkulator. Nova poslanska skupina nepovezanih poslancev Lipa se pripravlja na ustanovitev stranke. Vodjo Lipe in podpredsednika državnega zbora Saša Pečeta smo poprašali o pisanju novega brezplačnega slovenskega tednika, v katerem so ga označili za pedofila. Če smo kdaj dobili jasen dokaz o vplivu politike, neposrednem vplivu politike na medije, so to seveda tovrstni poskusi. Kjer vidimo, da podjetja, katere zasedajo vidni člani ali pa simpatizerji SDS-a, financirajo časopis, v katerem so na odgovornih funkcijah in pa direktorji najvidnejši člani SDS-a, to jasno nakazuje, da smo žal prišli v tisto obdobje, za katerega sem jaz iskreno upal, da ga bo Slovenija preskočila. Tako. In kaj je povedal o obtožbah slovenskega tednika? Ne, Saša Peče ni pedofil, tega seveda ne morem niti komentirati. Govorim pa o sebi o tretji osebi. To Sašo rad prizna. Pogovarjali smo se tudi z Magom Jelinčičem, ki je o tem, ali bodo z Lipo sploh še lahko kdaj sodelovali, povedal tole. Slovenska nacionalna stranka je imela svojo pot, svojo špuro in zdaj bomo videli, ali bodo oni eskivirali iz te
In kot je kazalo, se je gospod Pečet dostikrat pravzaprav bolj zagovarjal interese socialdemokratske stranke Boruta Pahorja, v zelo nekako v Cviklovo linijo se je vključeval, bolj kot interese Slovenske nacionalne stranke. Bomo videli, kaj bo. Konec koncev se bo pokazalo, kako bojo delali, mi se ne bomo opadali z njimi. Za nas je ta zadeva končana, to je zgodovinska zgodba. Iniciativna skupina Sveta organizirane srpske diaspore Slovenije je predstavila položaj srpske etnične skupnosti pri nas. Kot problem so izpostavili izobraževanje, pojavljanje v medijih in pridobivanje statusa manjšine. Predsednik Milenko Bakanjac je ob tem spregovoril tudi o pojmu avtohtonih manjšin. Prostite, da vas vprašam, kdo je od tistih, ki se ima za Slovenca, lahko zase reče, da je avtohton? Vsi smo prišleki. Žal. Vprašali pa smo ga tudi, kako vidi reševanje kosovskega vprašanja v luči predsedovanja Slovenije EU. Razumem, da je Slovenija v zelo težki situaciji, ker mora pravzaprav zastopati stališča, ki niso izključno slovenska, ampak zastopati stališča, ki so na nek način stališče Evropske unije. To je seveda, to razliko seveda upoštevam in razumem. Vendar v nekem, bi rekel, konfliktu, do katerega je prišlo na Kosovo med Albanci in Srbi, je seveda, rekel bi saj oportuno poslušati ene in druge. Politiki radi govorijo o rodnosti in ustvarjanju pogojev za rojevanje in rast otrok. Komentar dneva Nada Kirn-Špolar. Ali se mi samo dozdeva, da se v času, ko se zdi, kot da vsi, ki veslamo v čovnu, vlečemo eno stran, vlada pa krmari na drugo? Po moje ta trditev kar resnična in nič domnevna. To bi rada dokazala na primeru otroškega varstva. Poglejte, še prejšnji teden so starši z otroki veselo pozdravili 8% povišanje otroških dodatkov, ki pa nažalost ne bodo povišani za nazaj, ker imamo tak sistem usklajevanja socialnih transferov. Že ta teden pa so vsaj tisti starši, ki imajo otroke v vrtcih, sprejeli žalostno vest, da jim bo ta podražitev vzela vse, kar bi z otroškimi dodatki dobili. Torej so starši z otroki v vrtcih spet na istem. Naprimer, tudi starši z otroki, ki imajo štipendije, še ne vedo, če se jim je ta otroški dodatek ne bo poznal pri cenzusu za pridobitev štipendije. Moti me dejansko to, da ukrepi niso celoviti, vlada pa ni zadržala inflacije. Temveč samo prenaša stroške iz enega v drug žep, predvsem na račun davkoplačevalcev. Da to drži, dokazuje tudi predlog novega zakona o vrtcih, kjer naj bi vsak drug otrok imel brezplačen vrtec. Spet nekateri starši mislijo, da gre to za vsakega drugega otroka, pa to ne drži. Namreč, če imajo starši dvojčka ali pa med otrokoma je zgolj 1 do 2 leti razlike, bodo morda uživali sadove te spremembe. Če pa je njihov prvi otrok že v šoli, drugi pa v vrtcu, pa to ne bo veljalo. Spet smola. Tako bo tega ukrepa deležnih kakšnih 5000 otrok, denar za to pa bo država dobila iz tega istega zakona, saj bo znižala nekatere standarde v vrtcih. Naprimer, spustila izobrazbeni nivo in prihranila pri prisotnosti 2 vzgojiteljev v vrtcu. Tako bo zopet vzela vsem tistim staršem, ki imajo otroka v vrtcu. Izvirni greh pa je nastal takrat, ko smo uvedli DDV, takrat, ko smo namreč vse potrebščine za otroke, od hrane, za dojenčke do vozičkov, opreme, tekstila, obutve izenačili na 20% obdavčitev, prej pa so bile vse te stvari, niso bile obdavčene. Rečeno je bilo, da tako zahteva Evropa. Tako vsi enako delimo bremena za vzdrževanje otrok, država pa vedno manj prispeva k družbeni skrbi za otroke. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Lonija Šušteršič je v okviru projekta Brez žebljev in podstavkov predstavila svoje delo Garden Service, ki ga je izvedla v sodelovanju z Mejke Šalk in lokalnimi prebivalci v Edinburghu. Ko so začeli z izpraševanjem, so prišli do tega, da so ljudje zelo navdušeni v tej soseski za vrtnarjenje. Najin predlog je bil tej skupnosti, da jima pravzaprav pomagava to narediti. V končni fazi vrt tam je in prebivalci ga uspešno
obdelujejo in je nastal kot umetniško delo, darovano prebivalcem in narejeno skupaj z njimi. Še vreme? Andrej? Saj veste, če imamo dobro vreme po zimi, lani niso spali domeni dnevi in zaradi snega, smo imeli večjo gospodarsko rast. Če ne bomo delali, pač se to bo poznalo. Hvala, Andrej. Nekoliko netransparentno, ampak naše. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Ostanite še naprej na naši strani.